Pozdravljeni, dragi otroci, ponovno prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljično željo poklanjam Oliviji, ki zelo rada prisluhne pravljicam. In Olivija si želi slišati prikupno ter zelo poučno zgodbo, ki bo zagotovo v veliko pomoč vsem tistim, ki morda razmišljate, da bi v svoj dom sprejeli novega pasjega člana. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Olivije z naslovom Psička Ališa svetuje. Baš tukaj lepo poslušal, ne? Živjo, jaz sem Ališa, veliki kraljevi koder. Imam 6 let. Sem zelo družabna, prijazna, živahna in pametna psička. Živim v hiši z velikim ograjenim vrtom. Rada svobodno tekam in se igram v družbi prijaznih ljudi ali živali. Nisem rada sama. Najbolj obožujem dolge sprehode s svojo lastnico. Rada sem čista in urejena. Vsak dan me krtačijo. Ker pa moja dlaka ne odpada, pogosto obiščem pasjega frizerja, ki razen za mojo dlako in frizuro poskrbi tudi za čistočo mojih ušes in krempljev. Čeprav sem ubogljiva, včasih česa nočem narediti. Ampak prijazna beseda ali dober priboljšek rešita vse. Če bi imel rad svojega pasjega prijatelja, potem imam zate nekaj dragocenih pasjih nasvetov. Imeti kužka je velika odgovornost. Zato najprej veliko prebiraj o različnih pasmah ali njihovih mešanicah. Spoznavaj njihove značilnosti in preveri, ali te ustrezajo tvojemu značaju in vsakdanjim navadam. Tu je nekaj mojih prijateljev. Zlati prinašalec Baron, pes vodnik za slepe. Labradorec Max, pes reševalec. Nemški ovčar Rex, policijski pes. Berenski planšarski pes Hugo, terapevtski pes. Afganistanski hrt Alf, razstavni pes. Rottweiler Ron, vojaški pes. Kraški ovčar Rino, pastirski pes. Beli kraljevi koder Lucy, Ališina mama. Vajmaranec Felix, lovski pes. Mešanček Lon, psiček Najdenček. Mešanka Mimi, psička iz zavetišča. Mešanka Naja, psička pritepenka. In mešanec Lord, psiček, ki mi ga je podaril prijatelj. Ko se boš odločil, katerega kužka si želiš, ti predlagam, da preden postaneš njegov lastnik, najprej en mesec vadiš s plišastim kužkom. Z njim preizkusi svoje prihodnje vsakodnevne obveznosti. To pomeni, da z njim ravnaš enako, kot boš ravnal s pravim kužkom. Najprej bo to od tebe zahtevalo zgodnejše jutranje vstajanje. Ne glede na vreme. Kuža mora opraviti svoje potrebe. Potem mu z mehko in vlažno krpico odstraniš zaspančke, da si jih ne bo z umazano tačko poskušal odstraniti sam in si umazanijo zanese v oči. Najmanj 2-krat na dan pojdi z njim na vsaj pol-urni sprehod. In ne pozabi s seboj vzeti vrečke, v katero boš dal njegove iztrebke. Po sprehodu ga skrtači, da odstraniš, kar se mu je morda zapletlo med dlako. Listje, vejice, klopi, mravlje in podobno. Umij mu tačke, da se ne bo kdo jezil nanj, da je zamazal tla ali pohištvo.
potem ga nahrani. Vsak dan preveri, ali tvoj plišasti kuža dovolj pije. Vsaj 3-krat na dan mu zamenjaj vodo v posodi in poskrbi, da bo ta vedno čista. Kužke obožujemo, če nas kdo čoha za ušesi in vratom, ter na spodnjem delu hrbta ali trebuha. Svojega plišastega kužka vsak dan vsaj nekaj minut crkljaj. Naj te spomnim, da ne maramo tesnih objemov in stiskanja. S svojim plišastim kužkom se vsak dan tudi igraj. Mečimo žogico, vlecita vrv, igrajta se skrivalnice. Če se boš dovolj dolgo ukvarjal z njim, mu ne bo dolg čas. Zato tudi ne bo uničeval tvojih stvari. Ker pa se vsak kuža na sprehodu ali pri igri lahko tudi poškoduje, na posebnem mestu ohrani vse potrebno za morebitno prvo pomoč. Če bo tvoj kuža spal zunaj, poišči primeren prostor, kjer mu boste postavili dovolj veliko pasjo uto, v katero se bo poleti zatekal pred vročino, pozimi pa pred mrazom. Poleti naj mu bo v uti prijetno hladno, pozimi pa jo obloži s toplimi in debelimi odejami. Kadar se temperature zunaj spustijo pod ledišče, vsakogar zebe. Tudi nas, kužke. Takrat si od vsega najbolj želimo na toplo stanovanje ali pa vsaj v ogrevano klet ali garažo. Razmisli, kam se bo tvoj kuža lahko zatekal pred največjim mrazom. Če pa bo pasji prijatelj spal v stanovanju, mu prav tako poišči ustrezen prostor in udobno pasjo posteljo. Kužki se hladimo le skozi gobček in blazinice tačk, zato pogosto kažemo jezik. Poleti nam je hitro vroče. Obožujemo, če si lahko tačke ohladimo v kakšnem potoku, reki ali jezeru. Poleti pa se bojimo vročega peska in asfalta, pozimi pa ledenega mraza. Mraz in vročina lahko poškodujeta blazinice na naših tačkah. Zato svojemu plišastemu kužku redno pregleduj blazinice na tačkah in jih neguj. Pozanimaj se, kdaj njegove tačke potrebujejo obutev in kdaj toplo ali hladilno obleko, ki ga bo ščitila pred mrazom oziroma vročino. Preveri, kje bo tvoj kuža lahko varno dostopal do vode, ko boste na dolgem sprehodu. Pozanimaj se, katera je zanj najustreznejša hrana. Česa noben kuža ne sme jesti in katera hrana je zanj škodljiva ali celo nevarna, kot na primer grozdje, čokolada in piščančje kosti. Svojega plišastega kužka večkrat pohvali in ga nagradi s priboljški. Z njim pojdi do najbližje pasje šole in veterinarja. Povej, kakšnega kužka si želiš. Pripravi vprašanja. Prosi za nasvet. Izvedel boš, katere so tvoje obveznosti glede osnovnega učenja, šolanja in cepljenja. Če si ves mesec vestno opravljal svoje obveznosti do plišastega prijatelja, potem si pripravljen, da skrbiš tudi za čisto pravega kužka. Vsak kuža si želi ljubečega lastnika, s katerim bo preživel vse svoje življenje. Na svojega lastnika se zelo navežemo. Zato zelo trpimo in smo žalostni, če nas zapustite. Tepete, nam odtegujete hrano in vodo, nas predolgo puščate same ali do nas niste prijazni. Zato za kužka, ki ga nameravaš sprejeti v svoj dom, še enkrat preveri, kako je z odpadanjem dlake, mladiči, legli, nego, cenami, zavetišči, česanjem, sprehodi in nagnjenosti k bolezni. Pa z življenjsko dobo, obiski veterinarja in frizerja, nakupi zdravil in zaščitnih sredstev, obutvijo in obleko, hrano, družabnostjo, kopanjem, nevarnostmi, varstvom ob tvoji odsotnosti in še čem. Vsak kuža od svojega lastnika želi in pričakuje ljubezen, toplino, prijazne besede,
pohvale, razumevanje, druženje, nagrajevanje, božanje, čiščenje, kopanje, hranjenje, spodbujanje, igranje, skupno preživljanje časa, zaščito, nego, učenje, potrpežljivost in varnost. Če komaj čakaš na svojega novega najboljšega prijatelja, ti čestitam. Zdaj se lahko odpraviš ponj k vzreditelju, prijatelju ali znancu, ali v zavetišče. Lahko pa posvojiš tudi pritepenčka ali najdenčka. In nikoli ne pozabi, da si tvoj kuža želi, da bi ga imel tako zelo rad, kot ima on rad tebe. Veliko veselja in sreče s tvojim novim pasjim prijateljem ti želi psička Ališa. Poglejte jo. Zelo poučna pravljica, kaj ne? Bravo, psička Ališa. Hvala za vse koristne nasvete. Ja, nov pasji družinski član v družino zagotovo prinese veselje in srečo, a prav tako tudi vsakodnevne obveznosti, skrb ter odgovornost. Olivija, najlepša hvala za idejo o čudoviti slovenski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zabavni ter prav tako zelo poučni pravljici z naslovom Lahko noč in eno bolho za pomoč, v kateri boste spoznali prikupno Pikapoko in inšpektorico za spanje. Prijeten pozdravček Oliviji ter pa seveda vsem tistim, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in en lep pasji pozdravček vam pošiljam. Čau, čau. Bravo, Ališa.